Radio SI Main Stage. Radio SI Main Stage. Dominik Bagola Baladero je tukaj. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Na začetku, da malce povežemo ime z glasbo, prosimo Heleno, da da nek uvod. Ja, tako, Baladero je poleg glasbe odrsko tako ali drugače izjemno prekaljeni ustvarjalec. Umetniško ime Dominika Bagole je mogoče poskrbelo za to, da nam vse okoli njega deluje malce bolj skrivnostno, no, morebiti pa je za to poskrbela njegova muzika. Namenil je praktično že 3 albume, odlikuje pa ga neverjeten unikatni avtorski stil. Že več kot desetletje pleše po svojih taktih, združuje različne glasbene žanre, klavirski indie pop, pa kakšne udarne rokovske rife in pa zelo tenkočutne balade. Seveda so besedila samo še pika na i, a verjetno ta runs in the family. Te se seveda dotikajo tako osebnih izpovedi, kot tudi družbeno-kritičnih tematik. Bomo videli, kakšne marelice nam bo Baladero serviral danes. Vsekakor dobrodošel na današnjem Radio SI Main Stageu. No, kakšne marelice, sadje je zdravo, pravijo, ne? Če ga z glasbo pokombiniraš, pa je nekako tudi pozitivno, ne? Morda si zelo pozitivno štartal to plato, no? Vse glede na to, kar rolamo. Kaj praviš? Ja, oziroma tam nekje na sredini se mi zdi, da se je prelila ven pozitivizem. Najprej je bila malo bolj eksistencialna. Introspekcija, recimo. Introspekcija, ja. Še živim. Pa to je bil drugi duet za Jadranko Juras, prvi je bil Če bi, z prve plošče, takrat smo se že videli. Ja, potem pa mogoče čas korone, pa ne, pozitivno, negativno. Jaz sem se hotel izogniti negativnemu, čeprav je bilo takrat dobro biti negativen. Ne. Ja. Pa sem šel na pozitivno, oziroma na sadje. Sadje pa vedno zdravo jesti in te marelice so nekako mogoče celo obrnile ploščo v malo bolj svetle plati, čeprav je cover temen, senčen. Ampak je z neonom, ne? Tako da tudi to nekako aplicira, da se neka svetloba pojavi in da žari, ne? Zraven skupaj. Seveda, ne, ko si že omenil prvo ploščo, pa potem je še vmes bila druga, pa zdaj tretja vmes, je seveda minilo nekaj let, kot človek si se spremenil, gledaš drugače na muziko, na vse skupaj, seveda. Dajmo na začetku še samo razčistiti. Baladero, si striktno samo še ti, glasbeniki so kdaj drugi, ali je to že projekt, zasedba, kako? Ne, Baladero sem v bistvu vedno bil jaz kot pisec oziroma klavirski kantautor. Je pa res, da sem izhajal iz neke bendovske tradicije, ker sem bil dolgo let tudi bobnar, še pri prekmurski kultni alter skupini Psychopath pa tako naprej. In se me je držalo to bendaštvo, tako da tudi zdaj, ko imam pač že več ali manj 6 let isto zasedbo, no, tu pa tam kdo kaj vskoči, ker če je kdo zaseden, ker pač igram z res vrhunskimi glasbeniki, no. Jernej Kržič, basist, Martin Lunder na kitari, sicer Boštjan Gradišek na bobnih, ki ga danes slučajno menja Enos Kugler, pa v zadnjem času imamo pridruženega, no, sobendaša, soveščana mojega Amadeja Hercoga z Cankove, Cankovčar na harmoniki. Tako da ja, je, Baladero, to sem jaz, se pravi kot ustvarjalec, ampak zelo rad grem na oder z bendom. No in tudi gospode, ki si jih naštel, recimo so že izkusili tudi naš main stage, tako da vedo kaj in kako v tej smeri, ne? Se pravi, izbral si najboljše, ne? Da se lahko fokusiraš seveda na samo izvedbo, na samo izvajanje. Kaj pa samo ustvarjalni proces, se je kaj spremenil v zadnjih letih? So to nočne ure, so to dnevne, je to vmes v službi ali kako? Ja, v službi. Mislim, jaz si res vzamem čas za to, da delam svojo glasbo. Tako da sploh v zadnjem času se mi zdi, da si poskušam odmeriti res dovolj časa za to, da skladbe dozorijo, da jih imam čas potem pripraviti za studio, da izberemo prave ljudi, s katerimi to posnamemo in tako naprej. Ja, je pa res, da sem bil včasih bolj nočni ptič, kot sem sedaj grem prespat, se pravi s kurami, ne. Čeprav, pred 11. Ja. Recimo. Ja, včeraj sem šel pred 11. Dobro, včeraj, ja, ker je danes pač drug razlog, ne. Ja, in sem tak
hitro mi je minilo nocoj, ker sem moral že ob 4 s kombijem ropotati naokoli pa tak naprej, ker smo pač pobirali opremo pa tako naprej, ampak hočem reči, da vsekakor, če hočeš, da je glasba dobra, pa da vse skupaj nekako je res tudi del tebe, se pravi, da pride iz tebe, se pravi, mora biti tudi del tvojega življenja, zato si res moraš vzeti dovolj časa. Vsi, ki se z glasbo ukvarjajo, vejo, da že sama logistika glasbena odžere toliko časa, da pač res ni dobro delati stvari na silo. Mogoče pa pri teh skladbah, ker sva že pri Neon srce, oziroma prej si omenil Neon, ki je del naslova novega albuma, se pravi Baladero Neon srce, 3. album, je namenoma ta kontrast postavljen med noč in dan, oziroma med senčno in med svetlo. In priznam, da sem imel vedno rad ta, kak je že, Big Lights, Big City, se pravi, ta moment nočnega. Tudi včasih sem celo prakticiral to, da ko sem posnel demo, pa se je recimo to zavleklo dolgo v noč, sem šel potem kar še v disko, pa na poti do tja poslušal demo, pa na poti iz diska zjutraj poslušal demo, pa se potem odločil, če je količ kaj vreden. Ampak ja, mislim, da ne smeš deliti ustvarjanje glasbe na to, ali jo delaš zjutraj ali zvečer. Je pa res, da mogoče, potem zdaj sem že tudi star 40 plus, je dobro potem malo prilagoditi urnike, pa recimo, da ustvarjaš od 9 do 5 z malo premora, pa potem še malo od 8 do 10, pa greš spat. Ali pa imaš recimo beležko, no zdaj več ni beležke, zdaj so telefoni, so digitalne beležke, ne pride kakšna impresija, si kaj zapišeš, kakšno melodijo, mogoče kar posnameš, zažvižgaš, kakorkoli. Da malce Šehrena vključimo v zgodbo. Tako kot je povedal, nič ne prepušča na ključu, veliko premisli in preden se odloči, je prepričan, Dominik? Ja, tako analitično tudi v privat življenju? Pa ne, jaz sem zares precej spontan. Pri teh stvareh sem mogoče celo včasih preveč perfekcionist, pa se potem tudi preveč sekiram. Ampak ko pa sem na off, pa recimo z mojo drago Eriko pač se sedeva v avto, pa gledam jaz, kje je sonce, pa se tako peljeva. Tako da ni vse OCD pri meni, sploh ne, daleč od tega. Tudi za glasbo je to dobro, ne smeš, mogoče se navežem naprej na to vprašanje bendaštva, pa tega, da sam delam. Nisem jaz eden tistih, ki potem tudi vse hoče skontrolirati, pa res od A do Ž pač biti zraven in vsak regler na mikserju poštimati, pa vsakemu težiti. Ne, pač zaupam ljudem, rad delam in sodelujem, pa se mi zdi, da je to tudi del te moje spontanosti. Pač moraš pustiti, da tudi živiš, Življenje ni popolno, tudi noben špil ni popoln, itd., čeprav ga vsi hočemo imeti. Moraš biti v trenutku. Ja, se pa tudi glasba je tako kot slika, ki jo narišemo, ali pa pesem, ki jo napišemo, ali pa knjiga, ki jo napišemo. Del in odraz sebe, osebno izpovedna. Usmešno je včasih, ko kdo koga vpraša, ali je pesem, ali je knjiga osebno izpovedna. Tudi če jo začrtaš po domišljiji, nekaj je tebe notrne in če se ta energija da iskreno, kot si dejal, če greš malo with the flow, se to začuti. In pri glasbi se sliši, če je bila ali ni bila narejena tako ali pa po naročilu, po nekih kalupih. Pa dobro, da zdaj ne bova preveč se oddaljila od glasbe. Nekaj si jih izbral tudi za danes. Nick Cave in PJ Harvey, Henry Lee, to je zdaj že skoraj 30 let stara plošča, Murder Ballads, to je bila najbrž takrat neka inspiracija, oziroma v tistih v 90-ih, v najstniških letih smo vsi nekako večkrat zajadali v to Cave-ovsko Bad Seed melodiko. Jaz sem svoje štipendije pridno zapravljal na albumih, pa sem se potem mami lagal o tem, kaj sem si kupil za obleč. Vem, da bil še v Gracu, Media Markt, pa sem hodil tja, pa sem skupaj CD-ev hodil domov. Pa pač, ko sem prišel domov, mi imamo gostilno, pač nista imela starša čas gledati, kaj sem si zares kupil. Me vprašala, kaj si kupil? Pa sem jaz rekel, daj mi mir, en pullover, pa še nekaj. Doma sem imel pa pač skladovnico CD-jev še zdaj in pač Nick Cave
Mogoče je bil celo priporočilo od enega vrlih gospodov, ki so nam takrat tudi v tistih trgovinah izoblikovali okus. V Murski Soboti je bil to M-Shop itd. Pač te stvari, albumi so zelo vplivali na mene in pač Murder Ballads, prej so govorila o pozitivizmu, ne, oziroma o pozitivnem pogledu na svet. To ni baš najbolj pozitiven naslov albuma, ne, balade humorov, ampak Henry Lee mi je bila taka skladba, ki me je zares inspirirala takrat, pa niti nisem vedel, da bo mogoče to kasneje celo neka moja pot. Sem pa precej hitro potem začel pisati tudi svoje skladbe na klavirju. Tako kot ponavadi gre, ne? Od ljubitelja do ustvarjalca. Radio SI Main Stage. Tako Main Stage Radio SI, Dominik Bagola, Baladero z zasedbo od 10:15 naprej s koncertom. Malce se bomo še dotaknila najprej ustvarjalnega procesa. Strani založbe so kakšni pritiski, kakšni časovni roki, ali imaš čas, če ko bom nabral za album, bom nabral? Jaz z založbami sodelujem na malo bolj hibriden način. Imam v bistvu že vrsto let tudi svojo založbo, Club Deuce Records, se pravi, to je istoimenska založba, ki enači ime prvega albuma, Club Deuce, ki sem ga že takrat delal gor v Miamiju, v Združenih državah, s producentom Bobbyjem McIntyrem in nekako sem se navadil na to, da mogoče sam sebi najprej postavljam roke in da šele, ko sem prepričan, da imam material, ki mi je všeč itd., ki ga lahko zapakiram v album, krenem potem na to pot. Včasih je sicer slabo to, da potem, če sam sebi postavljaš roke, ne, se lahko ti malo podaljšajo, ampak ja, v zadnjem času sodelujem tudi z založbo Nika in mogoče bo zdaj naslednji album prišel hitreje, ne? Ampak mislim, da so tudi sicer te roki vmes še kar dostojni, no, za enega klavirskega kantavtorja. No, ampak zanimivo, ne, veš, prinesel si tudi plošče, ki jih bomo podelili, seveda, tako da poslušalke in poslušalci sodelujte na Facebook strani, na Instagram strani Radia SI. Mi smo še tisti, ne, ki, ko imaš album, moraš nekaj imeti, ne. Ni samo digital download, ne, tudi pri tebi najbrž ne. Ja, razmišljal sem o tem, če bi šel v izdajo, ki pač nima neke fizične forme, ker danes v končni fazi imamo vsi med 3 in 4 sekunde pozornosti in kar opažam, no, da je tudi pri zdaj v ponedeljek je izšel novi album Neon srce, da moram celo včasih koga opomniti, ne, rečejo dobra fotka ali pa wow, super cover ali pa ne, fajn promo fotka, pa pol vedno napišem zraven, ja, muziko ste poslušali, ne. Se mi zdi, da smo zdaj zelo vizualni in zelo hipni, zato jaz mogoče hočem, pa ne samo jaz, ampak mogoče celo glasbeniki nasploh, smo še tisti, ki držimo z neko vrsto romantike, malo ta tok, ne, oziroma se obračamo proti toku, pa pač vlagamo v CD-je, čeprav jih več nihče ne posluša, ne, oziroma nima več noben CD-playerjev. Jaz sicer mislim, da to ni res, pa vinilke, no, jaz sem imel zdaj prvo vinilko za 3. album, kar je zelo retro v resnici, ampak ta trend se vrača nazaj, meni je to super, vmes sem se tudi jaz navadil nazaj na to, da z vinilkami nekako drugače konzumiram glasbo, ne, se pravi, da ni te hipnosti itd. In se mi zdi, da ta fizična oblika umetnosti, no, še vedno umetnosti na nek način dovoljuje večjo mero svobode, ne, ker digitalna oblika, pa tudi digitalni svet, kjer je vse hitro, informacije ogromno, ne, tudi zdaj, ne vem, kako se je povečalo tudi zaradi napredka tehnologije, ne, zdaj imamo že vsi doma studije itd. Ta produkcija glasbe, ne, pač vsak dan se izda neprimerno večje število glasbe kot kadarkoli prej in seveda je to težko konzumirati, temu slediti, ne, in pač ja, okej, imaš release na Spotify in vseh digitalnih kanalih, super, oziroma spletnih pretočnih platformah, kakor se temu... Pretočne platforme, ja. Ja, kakor se temu pravilno reče. Super, ampak jaz osebno še vedno rad postavim vse 3 albume skupaj, ne vem, vidim že
recimo pri bukletih oziroma pri knjižici, pri coverju, pri razporedu skladb, neko obdobje, neko razmišljanje, mogoče, ne vem, neko zrelost, tudi kako napako, ne. Je pa res to, ne, tudi za ta tretji album, ker je spet sodelovalo ogromno glasbenikov, pri njemu mi je bil v bistvu največji izziv na koncu narediti ta katalog oziroma uštevilčiti, kdo je bil pri kateri skladbi zraven, tako da je pač to prišlo vse skupaj na eno stran, pa da nismo imeli 6-stranske knjižice samo za to. Ne. Tako da so svojevrstni izzivi, ki ti jih pri digitalni obliki pač ni treba upoštevati. Ne. Ja, ne, pa da ni glasba samo za mimo grede, ne Helena, ali pa za tistih 15 minut pozornosti, ali pa kot je Dominik dejal, še nekaj sekund manj pri Baladeru, ne, ki ga tudi mi pridno vrtimo, je to, ne? Malce drugače. Ja, sploh pa teksti kot taki, ne, nas kar pocukajo, pa kličejo, pa kot da bi nas kdo s kakšno lopato po glavi, ne, da malce razmisliš. Sicer pa ime, apropo, Baladero kot pevec, pisec balad ali kakšna drugačna zgodba v ozadju? Ta je bila, čeprav moja besedila niso na prvo žogo, nekdo mi je rekel, da so celo na tretjo, ne, v redu. Se mogoče vidi, da sem bil včasih fuzbaler tudi, pa sem bil vezni igralec, ne, tako da nisem streljal na gol z prve. Ampak ta je bila pa na prvo žogo, pač balade, Baladero, potem sem pa še gledal pač, kako bi zdaj to ime naredil malo bolj mednarodno, ker sem bil navajen pač nastopati okoli, ker smo že s Psychopathi pač hodili okoli po gor do Velike Britanije, pa po celi Evropi in sem pač ustvarjal tudi v angleščini. Potem sem si dal pač 2 L-ja, ne. Potem sem kasneje ugotovil, da sta pač, oziroma so mi rekli, da to v španščini pomeni Baladero. Ja, tako, to je bilo moje naslednje vprašanje, ja. In potem pridemo do znamenite bombonjere, ki je ne smemo omenjati, ampak sem jo danes prinesel, pa ne vem, kako to, da vam niso še nič dali. Ja, jaz vem, kje je, ko bomo izklopili mikrofone. Da se malce vrnemo k koncertu v Cankarjevem domu tam bodo tudi gosti, prej smo že omenila malce Jadranko, tam bo tudi Vlado Poredoš, ne? Tak je. Od Orlekov, kakšna je vajna prijateljska vez ali kakorkoli? Zanimivo, midva sta se v bistvu pa spoznala digitalno, ne? Prek Facebooka. Sva se začela pogovarjati, jaz sem seveda pač, mislim, da sem bil celo kot mulc, pubertetnik, težki pubertetnik, ne, on, ki si ni kupoval preveč oblek, ampak je vse vložil v CD-je, vala na vseh koncertih, ne, med drugim tudi v Sačmotu, pa v Maribor. Ja, to pač, če smo že veter, lahko da rečem, da sem se mami zlagal tudi, da sem član debatnega krožka, kar ni bilo res, ker sem pač v bistvu hodil pač v Maribor na koncerte, ne, ko je pač to ugotovila, so leteli čevlji proti moji glavi in tako naprej, ampak potem je nekako se temu pač je hitro spoznala, da pač muzika, ne, je meni pomembnejša od oblek pa teh stvari, pa šole tudi malo. No, po Vinku gremo nazaj na te koncerte, mislim, da je bilo nekje v Beltincih, ne vem, ki je pač v parku, mogoče celo, sta bila oba Vladota, ne. Oziroma so bili Orleki pa Vlado Kreslin, ne. In tudi tisti koncert mi je strašno ostal v spominu, ne. Priznam, da sem več hodil na koncerte od Kreslina, Cankarjev dom, ne, če smo že pri tem, še ena inspiracija, njegovi koncerti, ampak v Vlado Poredoš, ki je pa zdaj v moje življenje prišel malo kasneje, se mi pa zdi, da je tudi en tak posebnež, no, naš prekmurski. Gastarbajter v Zasavju, ne? Ja, prekmurski gastarbajter. Mi smo itak vsi gastarbajteri pač, in pač potem je najbolj fajn, ko pač zapustiš to milo rodno grudo, ne, oziroma ki pač si reče, da smo prekmurci zelo pač dobrodušni, saj smo res, ne. Samo, če pa greš od tam, ne, pol jih pa fašeš, ko prideš nazaj, ker ponavadi, ne, ko se jaz pojavim na pragu naše gostilne, zaslišim, kaj ti Ljubljančan, ali pa Ljubljančani so prišli. In tako, ne. Ampak ja, mogoče
naj to druži, ne, izgnanstvo, čeprav on je šel v res, on je šel iz enih eksotičnih krajev. Z ravnice je šel v brege, ne? Ja, pa lejko bi šel na Goričko, ne, pač, kaj sem z Goričkoga. Pa se je odločil iti malo naprej in ja, res je na nek način, jaz ga smatram tudi kot nekega eksota, čeprav je seveda zelo čislan umetnik, ne, tudi aktualni Ježko nagrajenec, ne, če smo že omenjali, sta si oba v vrsti, ne. In se res rad družim z njim, no. Mi je pa dal tudi eno naročilo, v ponedeljek mu peljem iz Prekmurja gibanco, rdečko, pa verjetno malo bučnega olja. Domače dobrote. Dobro, torej prava fešta bo, ne, ko mu boš tole dostavil in pa tudi na koncertu v Cankarjevem domu. Dominik, hvala za enkrat, zdaj te spustimo malce v studio, da zmerite tepihe, akustiko, da se malce uglasbite in čez kakšne pa ure še za 15 minut se vrneš. Do takrat pa Orlik in fešta. Radio SI, Main Stage. Daj kapuco dol iz glave, lese kaki si. Čas za Radio SI Main Stage. Baladero danes čez dobre pa ure, 3/4 ure. Kmalu. Probal si studio, praviš, da bo, ne? Bo. Zvok in slika, kot mora biti, ne? Da ne bova nadaljevana. Tak, kot se da. S kakšno iz preteklosti. Zasedba je pripravljena, ti si pripravljen, koncert se napoveduje. Album je tukaj, ugotovila sva, da tokrat samo v maternem jeziku, ne? Mislim, maternem, v slovenščini, ne? Če da rečeva tako. Ja, tudi tu sem šel postopoma, ne? Na prvem albumu je bil samo Če bi, se pravi edini slovenski komad, oziroma komad v slovenščini, ker me je še precej vleklo v tujino, no? Kar sem bil spet navajen od prejšnjega benda, pa MTV generacija sem, ne? Potem smo pri Perfect You, ne, je tudi skladba Perfect You, smo imeli 2 slovenski skladbi in ena od teh Zlati časi, Zlati časi in Lepdi. Zlati časi so se kar nekako prijeli, no, in so bili leta 2016 najbolj vrtena skladba na Radiu Val 202 itd. In mogoče tudi zaradi tega, vsekakor je pač fajn imeti nek feedback oziroma odziv, če smo že pri slovenščini občinstva. Mi je tudi to dalo misliti, da mogoče, kot mi je potem tudi producent, ki je produciral Zlate čase in drugi material tudi na novi plošči, tu je sicer Uwe Bossert, kitarist od skupine Remon, povedal, da slovenščina vseeno zveni bolj pristno, bolj iskreno, ne? Čeprav je to v bistvu moj drugi jezik, ker pač moj guč je prekmurski, ne? Zato sem tudi rekel v slovenščini, ja. Ja, ampak moram reči, da mi je bilo na nek način celo žal potem kasneje, da nisem že prej, ker ne toliko zaradi, ne vem, nekih drugih koristi, ki jih prinaša ustvarjanje v slovenščini, ker sploh v zadnjem času se mi zdi, da se je ljubezen do glasbe, ki se ustvarja v slovenščini, oziroma podpora glasbi, ki se ustvarja v slovenščini, postoterila ali celo potisočerila pri nas, kar je super in res fajn. Ampak nekako se mi je zazdelo, no, da se res bolj čutim, tudi ko pišem po naše, da imam vseeno večji besednjak, da mogoče lažje kaj najdem, da tudi skladbe izpadejo manj umetno, bolj direktno, ne. No, pa zdaj, če je sploh nekdo, ki mu ni, ne, ki mu je materni jezik nemščine, recimo, ne, to zazna, kot se dejal in omeni, da se mu boljše sliši, potem najbrž je res nekaj na tem. Ne. Ja, prav zanimivo je bilo, da mi je to rekel nekdo, ki ni razumel jezika, ki ga govorim. Tako da, fajn. Kar se tiče muzike, plošča pripravljena je posneta, koliko kaj načrtuješ svojo glasbeno ustvarjanje, ne? Vnaprej imaš zdaj kakšno začrtano pot. Dobro, dejal si, da si ugotovil, da bo materni jeziku boljše šlo, ampak to je bil tudi nek splet, ne? Ki se je nekako razvijal. Ampak koliko naprej zdaj načrtuješ, ne vem, šel bom, ustvarjal bom dokler mi bo, ali še želim, ali kako? Pa, jaz mislim, da brez ustvarjanja v resnici ne morem. Dobro, zdaj, kaj ti potem trg ali pa življenje dopusti, kaj se stvari razvijajo, je nekaj drugega, ne moreš vsega kontrolirati, ne.
Včasih pač še nastopa ne moreš čisto kontrolirati, marsikaj se zgodi, ne, pač to je res toliko enih faktorjev. In jaz sem se nekako odločil, da probam iti korak za korakom, da ne delam več velikih načrtov, da poskušam biti v trenutku in bomo videli. Vsekakor bi pa rad, da ta album, Neon srce, za katerega mislim, da je res moj najboljši doslej. Pri drugem sem bil precej pod pritiskom, ker drugi pač mora biti... Problem drugega albuma poznamo. Ja. To ne, mora biti dober, če ne te kar dajo na stran. Tam je na srečo uspelo, no, vsaj s skladbami, ki sem jih omenil. Pri tretjem sem mogoče bil zaradi tega precej bolj sproščen, kar pa je zanimivo, ne, kar je stalnica albuma Neon srce, so pa te kontrasti, tudi žanrov. Ne. Mogoče sem jaz malo poseben, ker imam v resnici v svoji glasbi precej teh nekih podžanrov, pa me zanese sem, pa me zanese tja. Včasih bolj rockerske skladbe, ne, včasih bolj čiste balade, tudi kaki pop, v narekovajih hitiči itd. Ne. Mogoče bo ta album pokazal pot za naprej, v smislu, se mi zdi, da še enega tako raznovrstnega albuma bi se težko lotil, ker smo ga tudi delali z zelo veliko zasedbo, ne. Kar je sicer spontano se je zgodilo, tudi zaradi korone pa tak naprej. In bi se mogoče zdaj končno raje osredotočil na to, da pa gremo tudi z bandom mogoče kaj posneti. Malo smo v resnici z bandom snemali, ne. Vedno so bili nekako zraven razni prvokategorniki, čeprav so v bistvu z Jernejem pa z Martinom smo dejansko zdaj snemali, Bošta še nismo posneli, ampak tako, nismo pa še cele plošče, celega albuma delali skupaj, pa bi me zanimalo, kaj se zgodi, če bi se lotili stvari na tak način, pa pristopili k temu, ne. Res, čeprav vsi pravijo, da singli so prihodnost, ne, da albumi več niso stvar trenutka, ampak jaz sem še vedno zavezan temu, da nekako najdeš recept te celovitosti. To je meni zelo všeč, zelo fajn in upam, da bo to, no, da se bo zgodilo to, da se mogoče ta moja celotna zgodba prelije ali pa distilira, ne, v eno stalnico. Pa da se ne ohranita nek flow od prvega komada preko naslednjih v sami zgodbi albuma. Morda, kot si dejal, ne, če se potem zmeniš z neko zasedbo, pa pride tistih pregovornih 3 tedne ali 4 tedne, ne, ustvarjalnik, ne, zdaj pa smo se odločili v teh 3-4 tednih. Tako smo v resnici delali drugi album, ne. Samo je drugače, so bili to vseeno glasbeniki, s katerimi sem delal v Nemčiji, pa tudi zdaj na tem albumu je gor Ashson, ki je pač vrhunski bobnar, pa Uwe Bossert, ki sem ga prej omenil, tudi igra, Florian Šance, pa številni domači, Žan Serčič je produciral deloma ploščo, Denis Horvat, že prej omenjeni Jernej Kržič, itd. Martin Štibernik je tudi zraven, pač res nabor glasbenikov, pa ne bi rekel, da je bilo odsotno to, da se zmeniš in narediš skladbo, samo pa je vseeno ena druga kemija, če pač daš skupaj skozi nekaj let kombija, ne vem, prcanja, nekih stvari, neke te bendovske, nekega plemena, neke bendovske dinamike, ne. Se mi zdi, da tudi ljudje potem to malo drugače slišijo, ne. Je pa to seveda povezano tudi s tem, kako zadeva se razvija, kaj se dogaja vmes, ne. Ja. Da malce prekinemo tale pogovor, Jadranka Juras, ko bi le vedel, bo prišla na vrsto. Tudi Jadranka, kot si že dejal, je sodelovala seveda že pri prvi plošči, ne? Pa tudi zdaj si jo povabil nekako v goste na koncert. Ja, z Jadranko sva dobra prijatelja, zdaj že vrsto let, spoznali sva se na eni, prej sem o diskotekah govoril, na enem žuru pač takem, mislim, da je bilo v Cvetličarni. In od takrat naprej nekako sodelujeva, ne. Malo sem treniral pri njej vokal, ona mi je prva rekla, da imam neko barvo glasu, pač, za katero meni, da bi bilo v redu, če jaz odpojem svoje skladbe, ker sem jo v bistvu tudi že na začetku vprašal, kako priti do vokalistov, pač, tudi če bi ona kaj odpela, in nje je bila takrat, če bi skladba super, to je bil pač prvi Baladerov singel,
tudi najin prvi duet in od tistega časa naprej sodelujeva. In sodelovala sva tudi pri skladbi Še živim, ki je nekako odprla album Neon srce leta 2019, je bil to prvi singel, ne? Smo šli kar postopoma. Smo si vzeli čas in še vedno je tu in seveda ne predstavljam si v bistvu, da bi imel koncert v Cankarjevem domu brez tega, da se mi Jadranka pridruži. Ne, mentorica in prijateljica. Tako je. Radio SI Main Stage. Optimalna kombinacija dobre glasbe skupine B Baladero danes na Main Stageu, zdaj čez pol ure, ampak še preden se na koncu dotakneva še koncerta, imava s Heleno ponavadi tam kakšen short question, short answer, ne? Don't think too much stil, Ja. ne? Tako, prva je najboljša. Namočimo ga, ne? Ja. Same je težko, so kratki odgovori težki. Ja, ampak vprašanja niso čisto kratka. Okay. Šalim se. Imaš kakšno vsakodnevno popotnico, ki si jo zjutraj daš za dober dan? V smislu, kaj naredim? Recimo. Ja, brez kofeinsko kavo v zadnjem času spijem, pa mačka moram spustiti ven na predpražnik, če ne mi teži. Pozdrav soncu. Popi je moj maček, najin maček. A. Pozdrav soncu je to v bistvu. Čudovito. Pač sužen mačku sem. To je popotnica. Najljubša aktivnost v prostem času, če izvzamemo muziko? Muzičari, ne. Najljubša aktivnost v prostem času. Zelo malo imam prostega časa, najraje se odpravim v paru na kak izlet, pa berem knjige. Tako eliminiraš tudi stres? Ja, mislim, stres eliminiram ponavadi, ko pač na drugačen način, pač, ki ga ne morem zdaj v etru povedati, ker po prekmursko preklinjam. Romantik ali realist? Nekaj vmes. Ja, ko gre Dominik svojo drago na dopust, kam ga odnese in kako je videti njegov dopustniški dan, aktiven ali pasiven? Kot pravijo, do as the locals do. Ne. Recimo, priznam, pač, če grem na Hrvaško, berem sportske novosti do 5. ure, pa z lokalci pač malo hengam in potem gledam, kdaj grejo oni na plažo, grem tudi jaz oziroma midva in tako naprej. In se stopi z okolico, ne? To je dobra taktika. Blend in. How to blend in. Se lotiš spomladanskega čiščenja ali je tvoje podstrešje ves čas čisto? Čiščenje, ja. Mislim, spomladanskega čiščenja bi se moral lotiti, mogoče ga se bom lotil po Cankarju, no? Ampak še najraje si bandplac s čistim. Pri avtu to krepko zamuja. Je pa res, da enkrat sem igral, to moram povedati, no, je bil basist iz Sicilije, pa je bil globoko šokiran nad navadami Slovencev in čistosti avtomobilov. Mi je rekel, pa bom kar vetel rekel, ma Dominik, you people is car nazis, everything is so clean. Yes. Why so clean? Pa doma nosimo copate, to jim ni jasno, ne? Recimo. Keramiko z razlogom, ne? Ja. Ko je tisti teden bil pri meni in sem jaz prihajal domov, je izzval tudi moje standarde čistosti. Tako da, ja. Knjiga, ki bi nam jo priporočil branje? Zdaj berem Effortless Mastery od enega glasbenika, te vam mogoče ne bi priporočil v branje. Kaj zdaj berem? Ja, zdaj berem od Davea Grohla autobiografijo, ta pa je res dobra. Ja, to je tudi Hamo že pohvalil za spomnim. Tako je. Pol bi si mogel jaz kako drugo zdaj izmisliti. Ne, v redu. Ampak nekaj jih berem. No. Mislim, meni najljubša knjiga je od Henry Millerja Knjige v mojem življenju. To priporočam vsem, da preberejo. Ja, smo se še malce analogni. Printaš fotografije? Sem imel zafilen telefon in sem bil priden, pa sem naredil backup najprej. In nisem pa jih še sprintal, tudi to si obljubljam za mogoče čas tam v penziji, ko bomo itak imeli vse, ne vem, v katerem oblaku, 9. Če bi se na ulici srečal kot 15-letnika, kaj bi si svetoval? Šamar bi si stisnil. Ja, to. 2. Mislim, pa krepka. Kaj ti ni jasno, alo?
Pa mami bi vse po resnici povedal. Ne, mami bi v roko dal tisti čevelj tam pri 15-ih, ne? Namesto nje bi sam sebi stisnil šal. Tako, hvala lepa. Ampak hvala vam. Potem ne bi bilo izkušenj, ne? In ne bi bilo tako, kot je danes, in ne bi bilo tako, kot bo. Za konec samo poveva še, kako bo od 10 in 15 naprej. Ja, upam, da bo poln energije. No. Priznam, da sem rahlo zaspan, res sem taki nečloveški uri vstal, ne, pa brez kofeinska kava itd. Ampak zdaj počasi grem iz tega pogovora v ta moment, kjer se bom napolnil z energijo, objel se sobendaši in odšpilal, kar imamo za odšpilat, ne, tako da se zelo veselim. No. Tako, iz globočnin ven, ne, in v mikrofon preko prstev in klaviatur in skupaj z bendom. Iz petanskega vrelca. Tako, v redu. Dobro, Dominik, hvala za obisk. Baladero igrajo za vas od 10 in 15. Ostanite priklopljeni. Radio SI, Main Stage.